Rogu. Včeraj smo se pripeljali do enega nacionalnega parka, ampak nismo smeli spet prespati v njem, tako da smo prespali na meji ob eni opazovalnici, ki je zraven enega velikega travnika, tazga močvirnatega. Tako da smo zvečer šla tja stati in upati, da bova videla kakšnega losa, ker ne bi se jih baje videli. Ampak nažalost smo videli samo dost srn pa razne ptiče. Losi so bili pa precej sramežljivi, čeprav sva bila tam od pol devetih zvečer do polnoči skoraj. Tako da ja, škoda, no, ampak upava, da jih bova na Švedskem še videla. Ja, res računava na to. Zdaj gremo pa naprej, zdaj se bomo zapeljali na izhodišče tega, oziroma v center tega nacionalnega parka, na izhodišče ene poti in bomo probali danes eno 12-kilometrsko krožno pot narediti. Upava sicer, da bomo dobili parking, so na parkingu posebej označeni, kjeri so za kempere in jih je zelo malo, druge pa ne smeš parkirati, tako da upava, da nam bo uspel parkirati in da bomo lahko šli hoditi. Store Mosse je največji nacionalni park na jugu Švedske, ustanovljen leta 1982. Pokriva približno 78 kvadratnih kilometrov. Ime Store Mosse pomeni veliko barje, kar dobro opisuje pokrajino parka, ki je pretežno sestavljena iz šotnih barij, močvirij in jezer. Park je znan po svoji bogati biotski raznovrstnosti in obsežnih šotnih barjih. Zaradi edinstvenega ekosistema je Store Mosse dom številnim redkim rastlinskim in živalskim vrstam. Park je tudi pomembno območje za opazovanje ptic, saj se tukaj zadržujejo številne selitvene ptice. Obiskovalci lahko raziskujejo park po številnih urejenih poteh in lesenih brveh, ki jim omogočajo dostop do različnih delov parka, ne da bi poškodovali občutljivo barjansko rastlinstvo. Ta pohod v parku nam je bil zelo všeč, v bistvu je bilo večino časa po nekem takem dvignenem močvirju in si hodil po takih potkah, kar so zelo značilne, takih se sploh spomnava iz Finske, ampak tudi tukaj na Švedskem jih je kar nekaj, tako da je res prijetno hoditi. Ni bilo nekaj zelo veliko ljudi, čeprav je ta park kar zelo znan, ampak mi smo šli najdaljšo pot v tem parku, to je 12 km pa pol. Tako da očitno, kljub temu, da je bil parking poln, na poti ni bilo prav veliko ljudi, tako da očitno gre večina ljudi bolj kakšne krajše. Smo se pa potem kar nazaj na parkirišče vrnili, ker smo že tudi prej prespali. V bistvu ne zato, ker bi hoteli še enkrat tam prespati, ker bi bilo to lepo, ampak zato, ker smo hoteli še eno šanso dati losom. Tako da sem zvečer spet šla na opazovalnico in tukaj sva imela več sreče. Zvečer se potem kar pozno zvečer ob pol 11, se je en prikazal v daljavi in se potem pasal zelo dolg časa. Sicer je bil res ful daleč, tako da sva ga z daljnogledom gledala, na fotoaparatu se ga skoraj ne vidi. Ampak sva se zelo zadovoljna, da smo videli prvega losa in upamo, da jih bomo še več. Gremo pa danes naprej, verjetno bomo prespali ob nekem manjšem jezercu.
Danes zjutraj smo se kar s težkim srcem poslovili od tega placa, ker smo bili, ker je bilo res ful lepo not v gozdu s pogledom na jezero in lepimi sprehodi. Ampak ja, mogli smo iti zaradi tega, ker jutri Švedi praznujejo nekaj zelo posebnega. V bistvu je eden večjih praznikov tukaj, kaj točno boste videli v naslednjem vlogu. Ampak ja, zdaj sva se že preparkirala do enega parka, kjer se bo to praznovalo, da bova jutri dobila parking. Ja, je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio!